Najinteligentnejši med nacisti, teoretik prava Karl Schmitt, je jasno in glasno upovedal bistvo fašističnega upravljanja. Način, kako se znebiti vseh pravil, je razložil, je bilo osredotočenje na eno samo idejo izjeme. Nacistični voditelj izigra svoje oporečnike tako, da skuje splošno prepričanje, da je sedanji trenutek izjemen, na kar to izjemno stanje sprevrže v trajne izredne razmere. Tedaj državljani zabarantajo pravo svobodo za lažno varnost. Zakaj sem začela s tem? Zaradi tega, ker zadnje dni večkrat držim v roki tole knjigico o tiraniji, ki pravi, da zgodovina se ne ponavlja, a nas uči, če se seveda iz nje kaj naučimo. In jutri je dan upora. Sicer midva, kot verjetno vsi vidite, snemava tole dosti časa pred dnevom upora in nekako sva rekla, da bova danes spregovorila o upu. Ja, upanje. Upanje. Upor, Upor beseda, kot upanje. ja, najprej lepo zdrav. Ja, sama beseda upor ima up, ne? Upor, ne? Začenja se z upom. In vsak upor nosi v sebi upanje k povrnitvi tistega dostojanstva, ki pritiče človeku, ne? In zato je, recimo to, kar si ti prebrala, res zelo, zelo pomenljivo, ker ne, izredne razmere, na podlagi katerih jemljajo temeljne pravice. Ne. Tovarne delajo, mali obrtniki so zaprti, ne. Bili ali so še, ne vem, kako se dogaja trenutna situacija, ki je tako vse gibljivo. Ja, in vedno znova je potreben ta duh upora, ampak upora za to, kar je vredno, za vrednote, ne? Da ne postane odvzemanje zaradi, kot si rekla, izjemnih razmer, počasi samoumevnost, da nekaterih pravic pa preprosto nimamo več, ne? Zaradi takšnih in drugačnih razlogov. Namreč človeka je najlažje voditi, če izključi človek pamet in se slepo da voditi, ne? Verjetno si, bojim se, politika želi prav takšnih ljudi, ki so slepo vodeči. Ampak takrat je konec človečnosti, je konec človekovega dostojanstva. Pravimo, ne, da je človekovo dostojanstvo v razumu in pa v svobodni volji. Ne. To pomeni v svobodi. V razumu, da mu ti daš material, da pretehta dane situacije, da ga spoštuješ, ne. Obenem pa tudi v tisti svobodni volji, da prisluhneš človeku, kaj on razbere. Ne pa, da ga slepo vodiš, ne? Kajti ne zadnje, demokracija je ravno v tem, da ni utišan glas alternative. Ne? Tisti moment, ko je enoumnost, je manipulacija, je neumnost. Ne? In v času, ko so samo ene resnice resnične, druge pa so dejansko ali zamolčane, spregledane ali ogrožujoče, ne? Takšno stanje je vedno problematično. Ne? Kot si ti rekla, je bil to čas nacizma. Sam se spominjam pripovedovanja mojega očeta. Moj oče je bil takrat 13-leten fant, ko se je začela ta vojna. In seveda naša dežela je bila okupirana, ne? Nemci so zasedli ta naš prostor in so seveda govorili, da morajo odstraniti tiste, ki ogrožajo. Ne? In seveda, ko je šel moj oče nekega dne iz šole, je videl na plakatu izpisano ime tistega, po katerem zdaj jaz nosim ime. To je bil njegov stric Karli. Bil je ustreljen, ne? Zato, ker je ogrožal, zato, ker si je upal misliti, zato, ker se ni slepo podvrgal, zato, ker je uporabljal pamet in je vedel, da nima nihče pravice posegati v temeljne svoboščine človeka. Varnost ne izključuje svobode. To ne pomeni samoljubne svobode, ampak pomeni spoštovanje človekove presoje, tehtanje, slišanje človeka v drugačnosti, argumentiranje, ne pa dušenje alternativnih misli, ki temeljijo na dejstvih, ki niso izrečene kar tako. In tega strica, mojega od očeta strica, so seveda ustrelili, ker je upal misliti, ker si upal govoriti, ker ni se podvrgal izrednim razmeram, ne?
ker je argumentiral. Ta moj stric je bil miselno izjemno pronicljiv človek, ne? In je s to miselno pronicljivostjo ogrožal. In ko je moj oče videl plakat z izpisanim imenom, ne, kaj je naredil, to se je dogajalo v Celju, vrgel je šolsko torbo v Voglajno in šel za kurirčka v partizane. Zato, da bi izbojeval nazaj svobodo, dostojanstvo človeka. Nihče nas nima pravice okupirati, ne, manipulirati, zavojevati in nam ponujati potem neke kolačke, bleščave supermarkete in ne vem kakšne kičaste oddaje, ne, zato, da bi bili pridni, tiho in vdano. Duh upora mora biti prebujen, vedno in povsod. In vedno mora biti živa analiza, v čem nas tisti, ki jim je dana oblast, dejansko zasužnjujejo. Institucije, pa naj bodo to cerkvene, naj bodo to državne, naj bodo to zdravstvene, naj bodo to šolske, so same sebi največja nevarnost. Zato potrebujejo kritično presojo. Nekdaj so bili, kot sva že govorila, to dvorni norčki, ki so norosti ironizirali. Danes te vzvišene in pomembne službe ni. Zato se mnogokrat norost legitimira celo kot razumnost, kot modrost, je pa v zadju manipulacija. Supervizor je potreben. Ko supervizorja ni, oziroma ko kontrolorje nastavljajo sami sebi, tisti, ki manipulirajo, je potem to seveda izguba tistega obnebja, zaradi katerega lahko govorimo o svobodi. Tako da je praznik dan upora zelo aktualen praznik. Tudi jaz imam supervizorja, ne? Tudi jaz imam duhovnega očeta, tudi jaz potrebujem nekoga, ki mi moje napačne korake ironizira oziroma prikaže in mi omogoča, da jih preraščamo. Vse to se začne na osebni ravni, ne? Ampak vsi to potrebujemo. Tako na osebni ravni, duhovni voditelj, pa kakorkoli že temu rečemo, kakor tudi na potem kolektivni ravni, kakor tudi seveda na širši družbeni ravni. Torej naj živi dan upora in naj bo predvsem aktualiziran za osvoboditev od vsega tistega, kar je nedopustno. In lep praznik vam želimo. Ja, lep praznik je tukaj iz Konjskega vrha. Gospa Kapra, upam, da jo vidite, se tam le pase in srečno.